odletiva drugam. Verjemi, da je mogoče, saj veš, da nisi sam. Tako roke združimo, ta naš planet v Bogu skupaj zgradimo boljši svet. Pozdravljeni prijatelji pred malimi ekrani. Danes bomo v oddaji Pot poti govorili o nesebični zastonski pomoči ljudem. Vsem lep pozdrav, hvalen Jezus in Marija. Prav je, da besedo predam moji gosti, gospe Kristini. Prav lepo pozdravljeni naši domači oddaji Pot poti. Dobrodošli. Pozdravljeni. Prosim, če gledalcem oddaje Pot poti se na kratko predstavite, oziroma celotna dejavnost, program, pa vam kar prepuščam besedo. Sem Kristina Lepin, vodja programa prostovoljnega dela Človek za druge. Namen te oddaje tudi je predstavitev našega programa, ki poteka od leta 2000 naprej. Takrat so jezuiti z nekaterimi laiki začeli s to oddajo, sedaj pa jo v bistvu izvajamo že 9. leto. Sam program je vezan na šolsko leto, tako da začnemo nekje vsako leto oktobra, pa potem nadaljujemo do meseca junija. Nekateri naši prostovoljci delajo potem tudi čez počitnice, tako da imamo nekatere prostovoljce, ki vztrajajo že 6, 7 ali pa celo že 8. oziroma 9. leto. Sam program je namenjen mladim prostovoljcem, večinoma so to študentje oziroma dijaki, pridružijo se nam pa tudi mlajši izobraženi, ponavadi pa tudi kakšen od starejših, ki si želi delati, opravljati prostovoljno delo, pa tega v svojem okolju te ponudbe ne najde. Vsako leto se nam pridruži več prostovoljcev, tako nekje na začetku, ob začetkih programa je bilo teh prostovoljcev nekje med 30-40, zadnje leta pa jih imamo tudi 100 ali več. Morda še poveste, kje se nahajate, preden, kako vas pravzaprav naj najdejo, preden se lotimo naslednje poglavja. Sedež programa prostovoljnega dela Človek za druge je v duhovnem središču Svetega Jožefa, to je v Ljubljani na Poljanah. Sodelujemo pa skupaj 3 organizacije. Organizacijsko najbolj prevzema stvar Društvo katoliških pedagogov Slovenije, sodelujete pa še Jezuitska služba za begunce in pa Društvo paraplegikov Ljubljanske pokrajine. Kako pa poteka predstavitev vaših aktivnosti? Naši prostovoljci delajo na 8 različnih področjih oziroma na 9 različnih ustanovah znotraj Ljubljane in pa tudi v Centru za tujce v Postojni. Začnemo nekako vsako leto meseca oktobra z uvodnim usposabljanjem teh prostovoljcev, tako starih kot novih. Pripravimo 2 srečanji, ki sta namenjeni temu, da se prostovoljci usposobijo za tisto delo, ki ga bojo potem med letom opravljali. Po teh srečanjih gremo skupaj z našimi mentorji na ustanove. Na teh ustanovah zopet pripravijo nekakšno uvodno usposabljanje za prostovoljce, kjer se seznanijo s samo ustanovo, z načinom dela, hkrati pa tudi podpišejo nek dogovor o prostovoljnem delu. Tukaj v bistvu napišemo podatke prostovoljca, uporabnika, to je tistega, kateremu prostovoljc nudi pomoč, podatke v ustanovi in pa podatke o samem mentorju, tako da imamo na enem mestu zbrane vse tiste ključne, pomembne stvari, da potem delo čim bolj kvalitetno in pa tekoče steče. Kaj pravzaprav pomeni beseda supervizija, izobraževalni vikendi, iz leti to verjetno vse pripravljate? Ja, za prostovoljce pripravljamo kar nekaj aktivnosti. Mesečno se srečujemo na supervizijskih srečanjih. To so srečanja, ki so namenjene ovrednotenju samega dela prostovoljcev, ki poteka med letom. Hkrati pa tudi obdelamo kakšno izmed tematik, ki so pomembne za to, da prostovoljci to svoje delo lahko upravljajo z našo pomočjo oziroma da se za to delo čim bolj kakovostno usposobijo. Poleg tega pripravljamo vsako leto februarja družabno-izobraževalni vikend za vse prostovoljce. Na koncu pa za njih pripravimo tudi en tak zaključni izlet s podelitvijo zahval in pa priznanj, ki so v bistvu nekakšna nagrada
za njihovo delo in pa trud, ki ga upravljajo čez leto. Kako bo potekala vaša pomoč? Morda bi določena področja našteli, prosim. Naši prostovoljci delajo približno 2 uri na teden skozi vse leto, se pravi od podpisa dogovora nekje meseca oktobra, pa potem z zaključkom ob koncu šolskega leta, to je nekje konec meseca maja oziroma začetku junija. Ob začetku leta se razporedijo po ustanovah oziroma po področjih dela. Če začnemo pri najmlajših, to so mogoče delo z otroki, tukaj sodelujemo z vrtcem, predvsem naši prostovoljci pomagajo na ustanovi oziroma v tisti enoti, kjer so otroci s posebnimi potrebami in s tem pomagajo nekako vzgojiteljem, ki poleg tistih otrok, ki so redno v vrtcu, ne zmorejo dodatnega dela. Naši prostovoljci nudijo tudi učno pomoč na osnovni šoli, predvsem tukaj tistim učencem, ki imajo vedenjske ali učne težave. Tukaj delo poteka predvsem individualno, ponavadi po pouku šolskem. Delamo tudi na ustanovi Dom Janeza Levca in sicer naši prostovoljci se družijo z otroki s posebnimi potrebami, ki čez teden preživljajo čas v domu. Naši prostovoljci jim skušajo ta čas nekako kratkočasiti, z njimi grejo na sprehode, se učijo z njimi, jih peljejo na sladoled, pripravljajo različne igre, berejo pravljice, delajo kar pestro. Potem pa poteka delo tudi še na Inštitutu Republike Slovenije za rehabilitacijo. Naši prostovoljci pomagajo otrokom, ki so tukaj na rehabilitaciji, in sicer o ponedeljkih delajo z njimi različne vaje v bazenu. Potem, če gremo naprej na starejše uporabnike, delamo s slepimi, jih spremljamo na sprehode v trgovino in pomagamo pri njihovih vsakodnevnih opravilih, prav tako paraplegikom oziroma tetraplegikom, ki so včlanjeni v Društvo paraplegikov Ljubljanske pokrajine. Obiskujemo jih na domu oziroma tam, kjer so nastanjeni, in jim probamo pomagati na različne načine. Prav tako obiskujemo bolnike na Onkološkem inštitutu, hkrati pa tudi delamo na področju beguncev. Tukaj sodelujemo z Jezuitsko službo za begunce in sicer naši prostovoljci pomagajo v Centru za tujce v Postojni in pa v azilnem domu v Ljubljani. Kot naši gledalci tole slišijo, da je to pravzaprav zastonjsko delo in je res prava pohvala vsem, ki pri tem sodelujejo. Mene pa zanima, kaj takšnega mladega človeka žene, da ga motivira, da je pripravljen nekomu pomagati. To je zelo dobra in plemenita stvar in to treba tudi posebej naglasiti. Že ob začetku, ko so razmišljali o ustanovitvi nekega takega programa, so jezuiti, ki so nekako pobudniki tega programa, prišli na to misel, da bi ponudili mladim, ki iščejo, kako bi zapolnili svoj čas, kako bi namenili ta svoj prosti čas v nekaj dobrega, da bi jim ponudili to možnost opravljanja prostovoljnega dela. Hkrati pa so na drugi strani tudi videli, da so ljudje v stiski, ki potrebujejo to pomoč. In s tem programom Človek za druge so nekako združili te dve strani. Mladi iščejo in nekako želijo pomagati drugim, dostikrat pa ne najdejo te priložnosti. In prav program Človek za druge nekako vse to skupaj združuje. Tako da smo veseli, da se nam res vsako leto pridruži več mladih, predvsem pa smo veseli, da se za to odločajo tudi mlajši, to so dijaki. Jaz se vam zahvaljujem za pogovor, hvala lepa. Tudi vam. Skupaj smo močni, Bog med nami je. Skupaj smo močni, njegov polet in upanje. Skupaj smo močni, V dobrem združimo moči. skupaj smo močni. Daj pridruži se še ti. Sem Metka, ena izmed 6 mentorjev v našem programu Človek za druge. Kaj delamo mentorji? Dobivamo se enkrat mesečno,
kjer na nek način superviziramo svoje delo, vsak pove, kako poteka delo na njegovih področjih. Načrtujemo za naprej, za naslednjo supervizijo s prostovoljci, kaj bomo delali. Obenem je to tudi rahlo barvano, družabno, ampak predvsem delovno srečanje. Imamo tudi 20 izobraževalnih minut, kjer delamo na tem, da bi se kot mentorji čim bolje izobrazili. To ima v večini primerov Kristina čez kot naša vodja. Drugače pa se ponavadi 2-krat na leto ali vse enkrat dobimo tudi neformalno, da tam pa se res lahko sklepetamo in obenem tudi na nek način utrjujemo naše prijateljske odnose. Meni osebno se zdi, da je pomembno, da smo dober tim, da smo iskreni in da si povemo, kaj mislimo, ne samo formalne stvari glede programa. Pa verjetno tudi, da izmenjate izkušnje. Ja, seveda. Ja, izmenjava izkušenj. To je ful pomembno vse meni, ko sem manj časa mentorica. Mi je zelo pomembno, da mi tisti, ki so že dlje časa in imajo res veliko izkušenj, povejo svoje mnenje, kako bi oni kakšno stvar rešili, kako bi pristopili do česa. Tako da, ja, izmenjava izkušenj, seveda. Kaj vas je pravzaprav pripeljalo k temu plemenitemu delu? Kaj vas je nagovorilo? Jaz sem začela pri programu Človek za druge kot prostovoljka. In drugo leto me je Kristina povabila, če bi želela sodelovati kot mentorica. Pa sem rekla, zakaj pa ne, sej bo koristilo meni, predvsem si bom nabrala izkušnje za bodoče delo, ker pač bom verjetno delala z ljudmi glede na moj študij. Plemenito delo ste rekli. Ja, jaz se lovim, jaz se trudim, da bi bilo čim bolj plemenito, ampak pač sem to, kar sem in dam naprej to, kar sem in kar znam in kar vem. Trudim se po svojih najboljših močeh, kot vsi. Ja, to, da bi lahko pomagala tem prostovoljcem, ki so se odločili, da bodo prostovoljno delali, da bi pri tem vztrajali, da bi odnesli tudi oni čim več od tega, da ne bi obupali. Ker se mi vedno znova zdi presenetljivo in sem prav vesela, ko vidim, koliko ljudi dejansko še dela prostovoljno, predvsem mladih. V tej priložnosti bi pa z veseljem povabila vse mlade, ki ali razmišljajo o tem, da bi trenutek svojega časa darovali za druge, ali pa še kdaj bojo, da naj se opogumijo in naj poskusijo pristopiti do ljudi, do enakih, do drugačnih, kar je še težje, ali pa tudi ne, da naj žrtvujejo čas, zato ker to ni v bistvu žrtvovan čas, ampak dobiš sigurno vse povrnjeno. Vse včasih težko pa naporno, pa si misliš, pa zakaj bi to delal, pa ti je žal, ampak ko pa vidiš, koliko imajo ti ljudje od tega, da prideš k njemu, da si vzameš pol ure časa, da ga poslušaš, ali pa da z njim človek ne jezi, se igraš. Nekaterim ljudem to toliko pomeni, da si sploh ne znamo predstavljati. No. In ko vidiš to od blizu, si rečeš, z veseljem. Jaz ne bom imel od tega nič manj, nekdo pa bo imel ogromno. Tako da, pogumno. Verjetno ljudje v tem času se ne znajo pogovarjati, oziroma bi celo kratko dejali, da se ne znamo pogovarjati med sabo. Se verjetno strinjate? Ja, se precej strinjam, ker sem tudi sama taka, da si upam reči, da se znam bolj slabo pogovarjati. Pa sem se odločila za poklic, kjer bom delala z ljudmi, ampak vse tega se da naučiti. In se mi zdi, da začneš s tem, da poslušaš, da si tam, da poslušaš, potem pa si upaš reči to, kar misliš. Če bi povedali res to, kar si mislimo ali pa čutimo, se mi zdi, da bi se lažje pogovarjali, da ne bi bili narejeni, ker mislimo, da moramo govoriti ne vem kaj, ampak če človek bo veš, jaz sem pa žalostna zato, pa zato, se bo odzval, zato ker smo ljudje, ker smo človeški, no, tako da vse poskusiti, se ne ujameš vsakim človekom, pa poskušiš druge, nekje boš dobil pozitiven feedback in
pogum za naprej. Jaz se vam zahvaljujem za pogovor in vam želim vse dobro. Hvala lepa. Veseljem, hvala. Skupaj smo močni, Delamo za boljši svet. skupaj smo močni, in med nami mirnosti. Skupaj smo močni, Dobre združimo moči. skupaj smo močni. Daj pridruži se še ti. Moje ime je Rebeka Balažič, sem diplomirana socialna delavka, zaposlena pri Jezuitski službi za begunce, to je mednarodno društvo. Predvsem nudimo pomoč beguncem, ilegalnim migrantom, tujcem in sicer v institucijah kot sta Center za tujce in Azilni dom v Ljubljani. Center za tujce je v Postojni. Tako da zdaj, kaj točno je naše delo, skupaj s prostovoljci se naprimer v Postojno vozimo 2-krat na teden, tam obiščemo 2 oddelka za ranljive skupine in za moško populacijo. Predvsem se z, bom rekla, ilegalnimi migranti, tudi prosilci za azil, ki so tam nastanjeni, veliko pogovarjamo, družimo. Predvsem smo jim nekaj, bom rekla, tako podpora. Tudi kdaj poskušamo, ne vem, prinesti kakšne, bom rekla, novosti s kakšnimi... Jaz se pravi. V Center za tujce v Postojno se vozimo 2-krat na teden skupaj s prostovoljkami in prostovoljci. Predvsem se pogovarjamo, družimo z ilegalnimi migranti in z prosilci za azil, ki so tam nastanjeni. Igramo kakšne družabne igre, organiziramo in izvajamo naprimer ob kakšnih posebnih dnevih, kot so kulturni dnevi ali pa recimo za Božička imamo kakšne predstave ali kakšne koncerte, kakšne igre brez meja ob koncu šolskega leta. Tako da v bistvu nekako prinesemo svet od zunaj ljudem, ki so zaprti v Centru za tujce. Po drugi strani pa upravljamo tudi naloge v Azilnem domu in sicer čuvamo otroke v vrtcu, potem učimo slovenščino in angleščino, opismenjujemo tiste, ki pač ne znajo pisati, psihosocialno pomoč nudimo, to je zelo pomembna stvar. Čeprav prostovoljci in prostovoljke večinoma pač opravljajo stvari, ki sem jih prej naštela, medtem ko psihosocialno pomoč seveda jaz kot socialna delavka. Kakšen je pa tisti prvi stik, da ga navežete z temi ljudi, ki so verjetno na začetku nezaupljivi? Aha, ja, to je v bistvu vsak dan je izziv, zato ker se tudi dnevno ljudje nameščeni v Azilnem domu in v Centru za tujce menjujejo, kakšni so tam že 3 leta, kakšni so šele prišli. Tako da v bistvu nekako preko tistih, ki so že tam, ki nas poznajo in tudi nekako se mi zdi, da dober glas seže v 9. vas, tako da v bistvu vsi nas že poznajo preko tega, nekako razložijo, kaj točno delamo in nas že poznajo, tako da se ponavadi že sami obrnejo po pomoč in podporo, naprimer, če potrebujejo kaj na našo institucijo oziroma name. Jaz se vam zahvaljujem za pogovor, pa vam želim pri vašem delu vse dobro. Hvala lepa. Spremenimo zgodovino, ki tako govori, da tisti, ki hodi krivo, moč v rokah drži. Vsi želimo si isto, da zavladal bi mir, ljubeznijo premagujmo vsak pepir. Živijo, sem Špela, sem študentka 2. letnika Fakultete za socialno delo in s prostovoljstvom sem se srečala preko obvezne prakse. Zdaj je to moje 2. leto, kjer upravljam prakso kot prostovoljka. Lansko leto sem jo upravljala pri društvu Novi Paradoks, letos pri Mednarodnem jezuitskem društvu za begunce. In sicer se družim z eno družino beguncev, predvsem z otroki. To mi prinaša veliko zadovoljstva. Prostovoljstvo nasploh je pa zame ena stvar, kjer raziskujem bodoči teren svojega dela, kjer vzpostavljam nove stike z ljudmi, kjer se lahko izražam, kjer lahko dobivam mnenja drugih ljudi, kjer naredim nekaj zase, za druge, lahko tudi za živali in pa za okolje.
Če ste kdaj razmišljali ali pa vas mika postati prostovoljc, imate v Sloveniji zelo veliko organizacij, lahko si pogledate na internetu pod prostovoljstvo.org, lahko pod Človek za druge, pač si pogledate, ker je zelo veliki nabor, lahko delate na zelo različnih področjih. Boste pa najbrž imeli, vsaj jaz sem imela pač to pozitivno izkušnjo, ki mi je gnala naprej. In lansko leto in letos sta bile obe dve izkušnje do zdaj pozitivni. To je to. Hvala za povabilo oziroma za pogovor. Ja, enako. Bog med nami je. Njegov polet in upanje. V dobrem združimo moči. Daj pridruži se še ti. Skupaj smo močni. Delamo za boljši svet. Skupaj smo močni. In med nami miru. Skupaj smo močni. V dobrem združimo moči. Skupaj smo močni. Daj pridruži se še ti. Skupaj smo močni.